Dober dan, svetloba, dobrodošli v nov teden, prišla sem jih iz službe. V službo sem se danes vozila 50 minut, sicer mi je minil tako, ko tako berem, ampak zdaj nazaj smo se vozili 1 uro. Pač itak gužva, je taka ura, pa še tam delajo neki. Mislim, se meni vse, jaz res berem in pač to mi je dejansko še boljš, ampak tako, pa pomislim, da bi se pa res vozila z avtom, je bi totalna zguba cajta. Pač ko jaz gledam na to, seveda. Dobro, to tako gledam na to, zato ker se bojim voziti, ne, ampak tak. Sem se dala kofe, zdaj imam tle del, perilo, posoda, nekaj bi še tako kaj pripravila, skuhala, tako da ja. Še današnji citat. Prilagodi se ritmu narave. Njena skrivnost je potrpežljivost. Ralph Waldo Emerson. On se tudi ponavlja, pa znan. Zdaj me spogledati, kaj imam še za narediti. Zjutraj dežval, tako res turobno, pol popoldne sem tako švicala. Sploh ne veš, kako bi se oblekel, mislim, noro. Tale torta, ki smo jo včeraj imeli na praznovanju, je tako dobra, o moj bog. Vmes sem se še ustavila pa RTV-jo, veš, une hišice s knjigami, knjigo Bežnice. In ima tale knjiga Mieko Kawakami, Vsa moja poletja, to je japonska avtorica, če se ne motim. Tako da, to je pa nekdo, wow, čist pod črto. Zanimivo. In pa še tole se mi je zelo zanimivo. Blažena Marija Celina, oboštvo in veselje. Pač meni tudi take stvari, mislim, drugače sem verna tudi, ampak ne pretiravam, pa nikomor ne težim o tem, ampak me tudi tako vse živo zanima, no. Tako da ja, me zanima, kak je tle piše. Tako da, 2 nove knjigici, pa vesela. Zdaj se moram pa lotiti kuhanja. Wow. Evo, pica na listnatem testu. To sem enkrat že delala, če se spomniš. To je tako dober, pa tako hiter. Njam. Lep pozdravček. Ne vem, kaj s kamero. Zdaj sem se z Dragim dobila. Greva v kino gledati Misijo nemogoče. Jaz sem brez besed pri tej Misiji nemogoče. 10 od 10. To je po moje najboljši film, po mojem mnenju vseh časov. To so tako snemali, se pravi, v notranjem prostoru, pod vodo, kot v neki jami, v zraku, v naravi, se pravi povsod, kjer se da snemati. Muska je bila vrhunska in mislim, da je to naredil cel film ekstra. Bila je tudi ena scena, ko je bil Tom Cruise v podmornici, kjer je bil sam in je bila samo muska, nobenega dialoga. In ta scena je po mojem trajala, ne vem, 10-15 minut. Ampak to je bil neki meni najboljši del filma. O moj bog, res, če imaš priložnost pogledati v kinu, absolutno priporočam, jaz si ga bom morala še doma pogledati, ker sem čisto navdušena, pač, politek na koncu. Tako ka zmer, jaz moram jokati, ker če, ne vem, jaz ne znam, da ne jokam o filmih, res vrhunski. Dobro jutro, evo kofe. To je Snaga, če se kisliš. Potem imam tle Vogue, zdaj le berem, kaj ga moram vrniti. Probala sem na zavitek, tok je dober z mascarponem pa čokolado. Bolan. Pač lejno, njami. Še citat od včeraj sem dolžna. Skrb zase ne pomeni nujno teka. Današnji. Skuhaj si okusno kosilo. Na krožnik dodaj čim več barv in uživaj v svežih vonjavah pripravljene zemljave. O, zakon. Ta mi je zelo všeč. Okidoki. Zdaj grem pa sledilki Verona, kjer ali pa ime. Grem na pedikuro. Nikoli v življenju nisem na pedikuri. Verona ima svoj salon na Dunajski 177. In to bom vse podelila
ukvarja se z manikuro, trepalnicami, pač vse živo. Vse bom mi tako še naknadno povedala, ker mi bo tudi ona malo več povedala. Je kozmetičarka, ima 7 let delovnih izkušenj. Bomo šli tako skup, podelim, poznamem. Ne vem, kaj pričakovati, ker nisem nikoli na pedikuri. Mislim, se malo že imam predstave, ampak vseeno. Ko bi čakal, no. V glavnem, današnji outfit. Une kavbojke zanč, z izmenjevalnice. Sem ugotovila, da so vzad malo umazane, tako neki črni madeži. Bom probala dati matki, če bo ona lahko to ščistila. Ka moja mat zna vse prat. Nič, gremo. Lep pozdravček. Prišla sem z službe, dajmo pogledati moje tačke. Pač cute, a ni no. Kako so lepe, moj bog. Še nikoli nisem imela tako lepih nohtov. Pedikura je bila zakon, Verona je tako nežna, nič ni bolel, ker je pač malo strah, da bo bolel. Pa me še masirala, mislim, noro. Tako da res Verona, najlepša hvala za tole. Zdaj pa imam še perju za zrihtati. Bila sem v knjižnici. Sem eno knjigo rezervirala, vzela milijon drugih. Sem ta zadnja še od Deline Ferrante, kar je v slovenščini. Je tako ta zadnja, po moje prevedena, originalna pa iz leta 92. Tole sem prebrala. Se pravi tole, Bruno Šimleša, Ljubeznoslovje. Jaz sem veliko teh knjig na temo samopodobe, dela na sebi, osebni rasti prebrala in mi pol ta res, ko ni bila nič ko posebenega. Ful je prav opisnih napak, kar me je toliko žuciralo, kar ponovadi me ne, ampak to je pa toliko, skozi so narobe uporabljali daste. Daste nekomu. Kakšni daste? Daš, date. A ne, vse na deločniku je dati. Mislim, a ne? Vse se ne motim. In pač so mi šlo na živce. Če nisem zdaj v zadnjih, ne vem, 5 knjig, ki sem jih prebrala, opazila prav opisne napake, a pa tako, da manjka črka ali pa kaj,
Pa se razumem, da se zgodijo tiskarski škrati, ampak ne pregleda to nekdo? Pa že te ne za pregledati, bom jaz pregledala, bom nekaj našla sigurno. Tako da ja, no, ne vem. Z njega pozna zato, ker ga moja sestra obožuje, napisal je že ful knjig, no, ta je v bistvu, mislim, da najnovejša, če se ne motim. Če pa 2012, ne, razen če neka nova izdaja šla, ko sem zadnjič videla v Mladinskem, tako da ne vem. V glavnem cenim je z 2 zvezdicama. In res, toliko sem se matrala, ker sem jo brala. Se ima tu dobre, se ne rečem, je tudi en citat, ki mi je bil všeč, ga bom prepisala, pa ga bom pa prebrala, jutro ali pač kakšen dan. Ampak ja, toliko sem pogrešala leposlovje, tako da gremo nazaj na leposlovje. Dobro jutro. Ne bom več kazala svojih nog. Dragim pijeva kavico. O, moja žena! Saška je dobila avokado. Jej, pa je ful lep lonček. Ja. Zjuja. Zjuja. Lep pozdravček. Da preberem naš citat. Dajte no. Skrb zase ni nekaj nepomembnega. To je nekaj, kar je treba imati resno. Chris Carr. Ja, res je. Danes sem bila Saško najprej v Teti Fridi. Sprva so novo lokacijo v centru mesta, ker je v časih Barbarella bistro. In zdaj so enkrat oni tam. Mučke. V glavnem, pač pili sva kavo, pa jedli sva poširana jajčka. Jajčka so bilo mrzla. Zdaj drugače bo dobro, sem tako, pa to ni pocen, 8,90, so z avokadom, ta bombetka, pa slanina, pa holandska omaka, pa kava z mlekom 2,80 €. Pa mi je tako še malo polil, niti se pravičujem, ne rekel, ampak no, ne bom opazila. Ja, valjda, da bom opazila. Pa tudi kava realno nima nič posebenega. Pač, normalno, da ne bom pol pokazala teh posnetkov, pa tudi na Instagram ne bom dala, tudi postrežba bila katastrofa, tako da so ljudje ful razočarani. Potem smo šli v center Rog, najprej v galerijo fotografija, tam je res. Pa šel na eno trgovino s keramiko, pa so šli pa gor v specialko na kavo. Kava ja draga, ampak je pa vse dobra, pa še lep razgled je bil. Tako da je pol tudi nama popravilo razpoloženje in smo se imeli zelo lepo, pa se šla izdelat. Jutr se pa dobim z Valerijo ob 7 zjutraj. Greva na zajtrk v hotel Mons. Me bo dragi pelil na srečo, ker če bi šla na bus ob 6, ne bi ujela. Potem ima on na en sestanek, jaz bom 1 uro frej in bom brala, of course, seveda ne. Potem pa grem pač na to predavanje od super znamke in sicer bo znamčenje v HR-ju, so me povabili, tako da hvala super znamka.
Tako da zato, ne, pač se mora dobiti tako zgodaj, kavalerija tudi pa z njimi sodeluje, ne. Tako da jutr bo pa res dolg dan, ko pa popoldne pa pač valjda dela. Jaz upam, da bo šlo, da ne bom preveč utrujena. A ja, v bistvu to imam pol 3 ure, a ne do 12. Pol vmes upam, da bom še kaj fredila, grem še kaj pojesti, ker bom malo lačna in pač ja delat, tako da jej. Zdaj bom moram gledati Masterchef, mislim, da imam še ne 2 do 3 epizode za pogledati, tako da vidimo. Dobro jutro, evo naj na zajtrku. Kako je lepo tle, res narava je čudovita. Se pravi, s Valerijo smo pojedli zajtrk, jaz sem še brala vmes, tako da zdaj pa gremo na predavanje. Kola! Pa sem konc. Predavanja se pa toliko zanimiva, pač ful sem nadušena, ker sem tako na par zadnjih predavanjih nepovezano super znamko, pa tako malo počasno, tako da to je res zakon. Pa še goodie bag smo dobili in to ful dober, pa ful težek. Tako da bom doma odprla, seveda, in bom vse pokazala. Jaz sem sicer tako vsa otovorjena, ko imam tudi to vrečko. Tako da ja, zdaj grem peš do busa, tako da malo moram pešačiti in potem gremo na bus. Kako je fajn, ko te neka predavanja tako nadušijo in to je to, ne pa, ko tam skoraj zaspiš. Tako da, če se me ta drama, ne, ko sem govorila, da moram tukaj zodi stati, in sem dejansko ustala full easy in je bilo res fajn, pač ful je bilo dobro tole. Tako da, joj! No, zdaj pa pač delati. To je to. Evo, pa sem prišla domov. Danes je bil res tak ful vleten dan, tako prav noro, no. Evo in da pogledamo super znamka klub, kaj nam je pripravil. Tale goodie bag masa valjda poškila je vrhunski. Rogliček Oreo, to vem, da je dragemu ful všeč. No se, tudi jaz ga bom, zakaj pa ne. Pellegrino, zakaj pa je zdaj to? S pomarančnim sokom, gazirana pijača. Mislim, sem enkrat to probala, pa mi ni bilo najbolj všeč. O, zdaj bom kar zdaj odprla. Če naj ga bo po dragi popil. Sicer ni ohlajen. Ni slabo. Jaz sem takrat meni se zdi pila sam pomarančev, celo ni v ko obstaja. Vidim, da to fiko od Indija. To sem lanskrat v Italiji, ko sem bila na dopustu, probavala. Hudo! Tukaj je ohlajenje še 10krat boljše, v bistvu sploh ni slabo. Vegeta, jaz sicer Vegeta ne uporabljam, mogoče omatkano, pač porabila se bo.
Alive kapljice. Peanut. Arašid, to bo za dragega. Ta ora bom pa kar jaz pojedla. Kaj je že to? Nutrino. Enkrat sem to probavala za ta pokončen video. Mislim, da ni bil ta. Jagoda, borovnica in pa kisla češnja. Evo, to si bom vzela jutri za malco. Jej! Sladka smetana, hudo. Ledena kava od Ljubljanskih pekarn. Maksim, to je meni najboljša ledena kava, tako da... hudo! In tole. V bistvu li zdaj imam eno od Essensa, ki je tako fuz za nič in mi zmanjkuje in... ko diši. Tako da perfektno. Hydro Toner. A ja, ne, to se mi zdaj malo zamešala. To ni ono po šminki, da je šminka obstojna, ampak je, ko imaš čisto kožo, da se pač malo, ne, pošpricaš. Hidrotoner. Veš, da bi se to pa ne poznam. No, ok, cool. Se pravi, ko sem dala šminko, da bom že enkrat. Samo moč malo šajna. Oh my god. Pa sva se z Valerijo slikali, no si se je videl. Pač kak cute. Kak cute. Noro, kako lepi spomini. Potem tale mača slovenskega podjetja, ta Ian, on je dosti znan, slovenski influencer. S kolegom Blažem sta pač skupaj to, a ne, in so individualno pakirane. Se pravi, en paketek ima 20 telih sašejev, vrečkic. Videla sem 46 € stane, ampak je ful dobra mača, tako da to je to. Ja, količe. Ok, to je to, Zakon še enkrat. Super znamka, najlepša hvala za povabilo, to je bil Zakon, tako da če te zanima, to je super znamka, klub, je v bistvu kot neka členarina in potem imaš ta predavanja. Ja, zdaj, koliko pogosto so, ne vem, mislim, da je dovolj pogosto, ne premalo, ne preveč, litko ta prava, ne, neka zlata sredina. Res, tole danes predavanje je bilo Zakon, pa sem mi še delavnico, se pravi praktični prikazane, tisti, ki so pač želeli, so ostali. To je to, mislim, noro. Leto, kjer dobre sponzorje imajo, sem tale goodie bag je tako, evo, to lahko trdim. To je najboljši goodie bag, kar sem jih do zdaj prejela. Pa neki sem jih, no, ne moram reči, da nisem nič. Wow, čin. Jutri sem zjutraj, popoldne bom doma. Imam za zrihtati pač peril, tako da bom dejansko zelo vesela, ko bom res doma počivala, prala, dragi cel dan, tako da imela malo cajt zase. A ja, prebrala sem knjigo Elena Ferrante, Nadležna ljubezen, njen prvi roman, jaz sem jo zdaj prebrala ta zadnjo. Knjiga mi ni najbolj všeč. Zgodba je taka, da se pač od te glavne junakinje mama utopi in ona potem raziskuje vso to zgodbo njeno, tudi svoje življenje. Tako na momente je bilo ono skrivnostno, pa je bilo tako čudno, sploh nisem razumela, vmes sem se kar zgubila, sploh nisem vedela, kaj berem. Ful je groba, ona ima zelo rada seks scene, ne, ampak tle je tako ful groba in mi ni bilo všeč, tako da še dobro, da nisem te prve prebrala, ker če bi tole prvo prebrala, po mojem sploh ne bi nadaljevala z njenimi knjigami, tako da tole sem ocenila z 2 zvezdicami. In zdaj sem v bistvu njo končala, oziroma imam še uno v angleščini, ki je pisala Neapeljski cikel, ampak to pač ni roman, ampak je njena zgodba, kako je pisala. In v bistvu one knjige se ful veselim, no. Tako da ja, to je za zdaj to. In to je to. V bistvu, ja. Mislim, ne vem, no, a res lahko nek pisatelj, se to sem že zanč imela, napiše 10 ful dobrih knjig. Ne vem, če. Lahko, ampak mogoče ne tako kot prvo, ko pa imaš itak ful, oziroma ne prvo, ampak uno, ki ti je pač res ful dobra. Recimo ta Neapeljski cikel, prvi del mi ni bil to dober, pol ta drug, tretji, četrt, so mi bili res ful dobri. Pa imaš ful itak visoka pričakovanja, ne, in jaz sem imela valjda za to ful visoka pričakovanja in pa sem pač razočarana. Ampak dobro.
Njeno prvo, ko sem prebrala, sem jo pa s 5 zvezdicami cena. To je bilo, kaj že, izgubljena hči. No, se je ta bila tudi kratka, še na srečo, če ne, bi kar trpela. Evo, pa sem se stuširala. Kako je seveda. Se našla slovenski naziv. Vlažilni tonik. Se pravi, to si na očiščeno kožo, samo pošpricaš. Da vlaži kožo. Ali deluje ali ne vem. Pa vodiši. Lep pozdrav, prišla sem službe. Sem pozabila včeraj prebrati citat. Se pravi včerajšnji. Če se najprej zaljubiš vase, to še ne pomeni, da si nečemrn ali sebičen. To te naredi nepremagljivega. In današnji. Pojdi na sprehod v naravo in si ogleduj drevesa. Če najdeš tako, ki ti resnično všeč, ga objemi. Ne, meni ima smešno to objemanje drevesa, ampak če je to tebi kul, itak, nared. Tole mi je res ful všeč, tako da sem pol, včeraj nisem do konca spila, sem dala hladilnik, da tam zdaj pila ohlajenega. Čin. Res je ful dobro, se pravi aranča, pa ta Fico d'India. Ta okus je res vrhunski. Zdaj to malo še pogledati v trgovini. Zdaj bi pa rada odgovorila na par vprašanj, ki jih je Patricija postavila, ker se mi zdijo pač ful dobra, zanimiva in pač valjda z veseljem odgovorim na vprašanje, ker bi jih postavila še ne, sam moram odpreti video. Evo takole, Patricija sprašuje. Hejla, bi malo povedala o svojem bivšem SP-ju, kaj si imela odprta in zakaj ga nimaš več? Seveda, se pravi, jaz sem imela včasih online trgovino s second hand oblačili. Tako, kjer je dolgo besedilo. Pač ja, ker je bilo samo online, seveda ne ni šlo, jaz tudi nisem niko poznano ime. In to je to, mislim si tudi tisti, ki imajo fizično, po moje se kar malo matrajo. Pač vem, da par jih je, pa tudi, ja, no, ne vem, to je bila pač moja izkušnja. Ja, in zato sem pač zaprla tam, imela sem kakšno slabo leto. Vesela sem, da sem pač odprla, čeprav nisem uspela, a ne sem fejlala, bom rekel na narekovajih, ker že to, da sem probala, je pač ful dobro, ful stvari sem se naučila, pač nasploh mal saj o vodenju podjetja, oziroma pač o biznisu, o sebi. Treba je pač probati, pa uspeja, pa ne uspeja, ne. Sicer zdaj se tako kar malo na, ne bi upala iti spet na SP, pa, ker so prispevki bože, ne, za znord. Ampak tako, če ne bi probala, bi se skozi spraševala, kako je in bi si to želela, a ne. Tako sem pa probala, pa pač vem, ok, ni uspel, ni panike, gremo naprej, a ne. Sem pa zgolj malo nit. Le, probati je treba in bo, kar bo, je, kar je. Tako da ne, v življenju pravijo pač ja, moraš ustrajati in jaz sem absolutno mnenja glede tega, ampak včasih je pa tu treba vedeti, daj nehat, a ne. Ker jaz še bi recimo ustrajala za SP-jem, bi šla samo v minus. Ja, mogoče bi da uspela, mogoče ne, ampak veš, ko si veš v minus, ko pač ne delaš, nima smisla, ne. Ker jaz sem pa takrat se pravi imela SP, pa sem pa še začela delati v bistvu tukaj, ker zdaj delam, a ne oboje in na koncu mi niti za eno minimalno plačo ni ostalo. Tako da pač je pol res imel edini smisel, da se zaposlim. Od tam, mislim, zdaj mogoče da razumeš, od kje je moja ljubezen do second hand oblačil, pač iz te trajnosti in zakaj jaz tako rada hodim na te izmenjevalnice in pa pač kupujem second hand, če najdem kaj pametnega seveda, pa tudi res pri second handu se najde taki vintage kosi, ki jih nikjer ne najdeš in te ene kose, ki imam jaz doma, tega nikoli nikjer ne bom našla. Mogoče v tujini, v Sloveniji ne, v Sloveniji imamo v bistvu zelo slabe te second hand izbiro, recimo, ko gledam te Američane, kakšne trgovine imajo, te second hand, jaz sem samo no, pač, pri nas niti pol tega. Ampak dobro, pač je kar je, lej, kupuj second hand, kolikor lahko, jaz vem, da nekateri imajo zadržek pred second hand oblačili, ampak lej, vse te trgovine, ki imajo ta oblačila, so pač res oprana, a ne. Zdaj mogoče pri izmenjevalnicah je malo tako, ampak
trgovine pa definitivno imajo hrano. Jaz sicer Humane ne podpiram več in ne želim, pa Textile House tudi ne, ker sta to zelo veliki trgovski verigi, pač korporaciji to in verjemi, da to pri njih ni več za okolje, ampak se gre samo za biznis. Medtem ko teh parih mehnih, a ne od Jaše in Nigo Shop, ki sem že menjala, Vintage Petruša, Cats and Clothes, oni, ja, imajo res to ljubezen do second hand. Tako, potem, kakšna je tvoja služba, v kakšni prodaji delaš? S tujci ali kako? Ja, delam v trgovini, ki seveda ne želim deliti, ne, to mislim, da vsak razume. Ja, delamo s turisti, z domačini, ki tudi prihajajo, hvala Bogu. Turistov je ogromno, sploh zdaj poleti bo ful. Poleti si že potem sit vsega, ker je preveč ljudi, zato sem jaz od tega našega trajnostnega turizma tako kritična, ker tle nič ni trajnostno. Zelen turizem ne more biti masovni turizem ni enako zelen turizem in pika. Pač lokalci nismo zadovoljni s tem in eden od stebrov zelenega trajnostnega turizma je tudi lokalna skupnost. Lokalna skupnost mi pač nismo najbolj zadovoljni. Ja, se je pač kruh, denar, ampak ne čisto za nas tako. Pa se veš, kaj mislim, ne? Cene so šle v nebo, vem, da to po celem svetu, ampak vseeno. Nepremičnin praktično ni za nas, tako da umazano je, Ljubljana pa časi ful čista, zdaj ni več, gužva, pač ni fajn, ni. In tudi turisti vem, da ne marajo gneče, tako da, Patricija, pač hvala za tako lep komentar, no. Všeč mi je, da ne glede na to, da si po narodnosti ne naša, če lahko temu tako rečem, da zelo spoštuješ naš jezik in pa kulturo, bravo. Ja, jaz mislim, mi smo pač Šafuri, ne Srbi, mi dva sestra Svetek tle rojeni in jaz absolutno pač Slovenija je moja država, a ne. To je moj dom, jaz ne moram zreči, jaz grem pa jaz domov dol, pač Bosna. Ja, sej, tam so moji predniki, seveda, pač itak, da spoštujem srbski jezik normalno, ampak Slovenija pač je moja država, a ne, in tudi ful mi je dober jezik, mislim tudi slovenščina in srbščina. Sicer je slovenščino malček bolj govorim, zato ker sem šla, ne vem, en let sama stara, ker sem šla v vrtec in to se pozna, pa tudi celo življenje sem doma skozi govorila slovensk, moja se z mano srbsk, kar je v bistvu dobro, zato da se pač naučiš jezika. In jaz dejansko srbsko sploh nisem govorila tako, skozi, v bistvu z mojim, šele pol, ko sem z mojim dragim začela. In meni je bilo na začetku tako narodno, pa se kao neki, sem slovensko govorila, se sploh še sama ne vem, pa sem imela pa tak hrvaški naglas, pa sem se pa pač ja navadila in zdaj tak z mojim skozi govorim srbsko, normalno, pač ne predstavljam se te biznis slovensk, imam je tako čudno, pa tudi staršem zdaj srbsko govorim, no. In to se mi zdi prav, da otrok pač mora znati jezik staršev in jezik seveda države, v kateri živi, pa to nima veze, je to Slovenija ali je to katera druga država, ne. Ker ti moraš prvo spoštovati svoje, da lahko spoštuješ tuje. Mislim, slovenščina je tak, to hud jezik, težek, imamo tudi mi malo države s tem, pa mi jaz pač rečem, da obvladam slovensko, ampak daj so pa res, ta daste, to mi ne gre v glavo, zato ker sem, nami dela preglavice, ker sem spet v eni knjigi in moram to malo raziskati. Če je kakšen slevisle, please, napiš. Zdaj tle knjige je bilo, zdaj pa ne vem, kje je. To sem še hotela reči, da smo se ful, mi dve sestra so prvi generaciji, sestra je starejša, generaciji drug rojnih tle, a ne v Sloveniji, in smo se zelo v osnovni, zelo z velik diskriminacije spopadali, se pravi. Dori ne iče za nič, ne, se vemo, če furi pa tako naprej, ne, bullshit. Daj, kakšnega Slovenca slišam govoriti slovenščino, se samo no, pa se jaz boljš govorim, pa ne mi zdaj do užaljena, pa karkoli, okej, sam tako, da bi mi kdo rekel, dej vrnem se dol tam, ko si prišla, kam dol, kam ne jaz grem? Mislim pač, moj dom je tle, Slovenija, vedno bil, vedno bo. Kaj bo, kje bom poživela, mogoče, ko bova starejša, bova dol ali ne, to se ne ve, ampak ne, pač mi nadelava bajto dol čist iz praktičnih razlogov, pa tudi, kaj pa se nikoli ne veš, ne, tle si pa itak nepremičnino, ne vem, če si jo lahko spodaj prvo šla. V glavnem, ja, ful diskriminacije v osnovni šoli,
res, če furi prav kot nek drug razred, so nas je mal, moja sestra pa še pač starejša in ona se dejansko še toliko teži s tem, ker pač je bila zmerno daru prva, pa pozme tudi ta primerjava, a ja, ti si pa sestra, te pa te, ja, upam, da boš to pa to boljša ali karkoli, učitelji, profesori, ne tega delati, halo? Prvo, se ni čudno, da se skozi primerjamo z ljudmi, če nam že od malih nog govorijo, ja, tvoja pa sestra je pa ful bolj pridna, recimo, zmišljujem se. Ni čudno, da se pa tu primerjamo z družbenimi mreži pa tako naprej. To je ta sosed. Smo se dolg časa sramovali naših korenin, kar ni prav, res ni prav, ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si, if you never know. In zato tudi jaz po moje spod nisem hotela govoriti srbsko, sem tudi imela odpor in jaz 17 let nisem bila v Bosni. Prej, takrat se pravi srednja šola, pa pol ne vem, dokdaj, ko sem bila pa starejša, ko sem šla z Dragim. A sem šla z Dragim? Po 17 letih v Bosno. Fuck. Škuk je to noro, ne? Kakve travme dobiš, pa se sploh ne zavedaš tega. Tako da, čitli, ne delate tega prav, no. Jaz ne vem sicer, kako je zdaj, ker se mi zdi, da to že je bistveno boljš, ampak na vsake tok še slišaš kakšno tako lizancem, nekaj doživela, ne jaz osebno, ampak je bilo spet neki komentar na nič. Ampak, ker sem tako šokirana, ker nisem pričakovala tega, nisem znala pravilno reagirati in zdaj bi definitivno drugače reagirala. Ok. To. Dopustimo to na stran, ker bom mi tako žično preveč ratala. Potem pa še eno vprašanje od Patricije. Kdaj si tako fejs vzljubila knjige? Imaš po starših to, ste veliko brali, koliko časa že bereš? Ta res dobra. Ne, po starših niti mal, moj fotor sploh ne bere. Matka že bere, no, ona ima zelo rada te za osebno rast, pa tako, no, pa kakšno poslovje. V bistvu vem, odkot ta strast. Fotor mi je ful kupoval knjige, razne enciklopedije. Ne vem kako, zakaj, to ga tudi nisem nikoli vprašala, se po mojem se niti spomne, ne. So bi tudi to časi, ko folk na vratih prodajo knjige, ne. In sem imela ful teh enciklopedij, jaz sem to pač ful rada raziskvala, brala, gledala, o tem tudi pol ta neka želja, da bi potovala po svetu in sem pozme imela ful knjige in sem pač itak, ne vem, pa te očitno avtomatsko potegne, pa ko tudi vidiš, da je to res nek tak svet, da te odpelje mal stran od vseh vsakdanjih skrbi in je pa res zakon. Tako da ja, berem pa že res dejansko skozi že, ne vem, pa da sem šola, pa jaz zdaj vem točno kdaj, tega se res ne spomnim. Ampak vem pa, da sem že nekaj brala, sicer sem si zaradi tega tudi pokvarila vid, ampak ok, nimaš kaj. Najhujš bi mi bilo, oziroma pač, če kot starejša ne bom mogla, ne vem, kaj, da bi imela težave z očmi, to bi bilo me smrt. Res, ker jaz, en dan, če naberem, je krvno. Ker res, jaz vdam se v svoj svet enostavno in ni mi lepška. Ni mi lepška. In toliko sem vesela, ko mi napišete, da sem, ne vem pač, da zaradi mene začne nekdo brati. Wow. Tako res, hvala. To mi je tako največja pohvala in res, ful hvala. Ja, vmes sem pa imela eno obdobje, zdaj se sicer ne spomnim, kdaj to bilo, ali je bilo na začetku faksa. Mislim, da je bilo takrat, ja, kaj ne par let, kar nisem brala, ne vem zakaj, nisem imela motivacije, ali bo preveč tega študijskega gradiva. Takrat ja nisem, pa sem pa spet, hvala Bogu, no, začela s tem. Ja, in knjige so življenje, knjige so life. A ja, z Mici sva se lih, zanj sem mi rekla, ne vem, kako sta pa še do temo, ne mi povi svojih top 10 knjig in mi je danes lih napisala in je pa rekla, your turn. Tako da ja, mislim, da sem takrat enkrat januarja, če se ne motim, top 10 knjig, ampak ta seznam se je spremenil. Bom povedala svojih top knjig, 10 knjig, ampak moram ful razmisliti, ker veš, top knjige, to je kar, zato ker jaz ful redko daj berem dvakrat isto knjigo. Ampak so tudi izjeme. Tako da to moram res ful razmisliti, tako da v tem vlogu definitivno ne bo, mogoče v naslednjem, mogoče pa kasneje. Tako da ja, mogoče bomo tudi na vsake tok malo updatali. Evo, se zdaj lih pol leta,
ja, lahko posodabljamo ta top 10 knjig seznam. Tak klip bo zelo dolg, upam, da si še tle. Ker je jutr nedelja, moram iti zdaj v trgovino. Ful se mi ne da, ampak je treba, ker je treba. Pa sem prišla špara, kot tam malce zblesala. Nisem imela svežega kruha. Ura je bila nekaj čez 6. Pač, come on, mislim, ne vem, no. Jaz pa en gospod tam hodila okoli pa iskala. Ne vem, res preložice mi grejo že te trgovine. To, ko iščeš, pa nimajo. Pa spet na pol prazen, tako da sem pol tele žemlje vzela, ki jih do konca spečeš. Upam, da bodo dobre, ker nikoli nisem probala. Pa sem vzela tele jogurte. Grške jogurte se bila dale z borovnico, pa z jagodo. Mislim, da jih nikoli nisem probala. Jaz drugače ful varam teh koščke, sadje v jogurtih, ampak tole pa mislim, da ni to hudo. Ful me privlači in sem rekla, veš kaj, zdaj bom pa probala. Tako da, jaz sem po mojo borovnico. Oziroma bom obe probala, pa bo dragi z jogurna, ki mi ne bo všeč. Moj dragi ni zahteven, ni izbirčen, tako da. Sladoled, ker je bil na znižanju, je pa tudi ful dober. Kartedor je 10 evrov, bil je znižen na 6. Ben & Jerry's 10,45. Adijo, nimam se ki pogovarjati sploh. Paradižnik za dragega. Jaz pa da zdaj sploh gledati ne morem. Pač sorry. To ni uno dočeri z goodie baga, ker sem ga že pojedla danes zjutraj. Ta mi je toliko všeč, kot da sem pač morala kupiti. Se pravi, jabolko, borovnice in sour cherry, kisle češnje. En drugo okus sem takrat probala in mi ni bil všeč. In so mi pol vsi komentirali, da ne probam tega vijoličnega in ta je res ful dober, tako da sem pač ful vesela, da pač obstaja kaj tazga. Pa tako, kot tako normalna cena, 2,20 €, mislim, da nekaj tazga. Ni 6 evrov, tako kot njamito. Banane. Pa meseka za jutr. To je to. Matka mi je prinesla margarito. Tako da bom dala pečice, se malo pogreje. Pa tam imam še une baby mozzarele. Upam, da so še v redu, pa sem dala še to gor. Zdaj se moram pohladiti. Evo bom probala. Mislim, da sem že probala pa. Mislim, da se ni slabo. Po mojem bo boljš, da ga še malo pustim. Da ni čisto k mrzu. Da se ima zmehča ta tekstura, pa bo mogoče boljš. Kaj drugače sploh ni slabno. In zdaj bom gledala Bridget Jones Baby, se pravi ta tretji del. Kaj dobro, danes sem še to mozzarella, ful dobro zgleda. Ful dober, pojedla. Dobro jutro. Lep pozdravček. Jutri smo šli, jaz dragi pa kolega, na kavico. Najprej smo skočili tam za Savo in tako čakali 100 let, da je prišla takarca. Pol pride in prav ona, pridem takoj. Čakamo, gre kolega tja in pol mu rekla, da pač pride za mizo in pol je kar ni bilo in pol smo sem šli. Tako da pač brez veze. Pa smo šli pa, kaj je ta dvor, pač v Tacnu in smo tam spili kavo, tako da tam je bilo zelo lepo. Ti preberem še današnji citat. Ponavlja te afirmacije. Pogumna sem in neustrašna, svetu lahko veliko ponudim. Ne potrebujem potrditve drugih ljudi. Točno to. Zdaj je Dragi šel s kolegom, se je dobil, jaz sem malo spala. Mislim, seveda se zalimala, tudi zdaj bom še brala. Pečem rogičke. Te iz, kaj kupaš, zmazdane. Ful je vroče. Zanj sem rekla, da moram prebrati zunaj knjige od Brunota Šimleša, Ljubeznoslovje, še en citat, ki mi je všeč bil. Razumem, da ni prijetno, če slišite nekaj slabega o sebi.
Zlasti, če to ni res. Logično je, da vam to ni všeč, toda če zapravljate veliko energije za pojasnjevanje, ker ni prav, da tako misliš in govoriš, se ne morate posvečati pomembnim stvarem. Vsaka oseba ima pravico do svojega mnenja, tudi do napačnega. Mi pa se ne bomo utegnili posvetiti pravim stvarem, če se stalno oziramo na tuja mnenja. Naj si ljudje, ki vas ne poznajo, mislijo karkoli, to je njihova stvar. Vaša pa je, da takšni misli ne namenjate pozornosti, ki je objektivno ne zaslužijo. Ful dober, to velja tudi ful zame, tako da dajmo si to dati nekako v glavo in se ne ukvarjati s tem, kaj se je nekdo drugi mislil o nas, ker to itak nima veze z nami, se to vsi vemo, ne, ampak v praksi je to malo težje sprejeti, ampak je v bistvu povezan z njimi, a ne z nami. Tako, taka lepa popotnica za naprej. Bom kar tle zaključila vlog. Hvala, da si tle, res te cenim in hvala, ker gledaš. Midva z Dragim pač počivava, gledava filme, jedla sva, to je to in to bova naprej delala. Lepo bodi, lep teden ti želim, rada te imam in se gledamo. Čau, či!